so nebo visoko, tam jo vidim, svetle zvezde igrajo. Tam jo vidim, svetle zvezde igrajo. Če bi bile svetle zvezde igrajo, če bi bile svetle zvezde igrajo, bole moje mlado srce kalajo. Bole moje mlado srce kalajo. Mene majka vsaki den karala. Mene majka vsaki den karala. Kaj nekleto malo dete čuvala. Kaj nekleto malo dete čuvala. Nikaj zato, ako bi je čuvala. Nikaj zato, ako bi je čuvala. Bole bi se za ljubav zmišljuvala. Bole bi se za ljubav zmišljuvala. Pustila je, da je ležal med nogami in počasi, kakor senca zdrsni vanjo. Nikoli se še ni tako razprla, ne, da bi si to zares želela. Zdaj pa je bil v njej še led, ki se kljub vročičnemu objemu ni odtajal, pa vendar je pustila, da se je zasajal. Morda si je želela le utvaro, da ji ni tega napravil s silo. Privoščila mu je nekako to, da se je lahko brez sramu olajšal. Se vdala njegovi srčni želji, ki je ni prikrival. In bolj, ko se je vzpenjal in se z naslado spuščal vanjo, bolj je v njenem naročju zdaj spet postajal on. Gospod Goldinski, bahač iz pristana, fiškal iz biroja, baron s kočijo, ki ji pod Ptujskim gradom ni bilo enake. Veljak, ki je s pogledom odpiral vsaka vrata, njo pa je vendarle prihajal prosit. Saj tudi, če bi si lahko mogoče rekel, da jo je kupil, ni bilo več v tem vse resnice. Bilo je odslej med njima nekaj, česar se ni dalo zrihtati pod pultom, doreči s formularji, doseči s paragrafi. Saj tako se je na lepem zazdelo Terezi, ki je lahko spet odprla oči in se skozi njegove razmršene lase zazrla v strop. Čutila je, kako se mu je telo počasi umirjalo in postajalo vse težje. Upala je, da ji bo zaspal na prsih in nocoj med njima ne bi bilo odvečnih besed. Tedaj se je nekje na podoknih oglasila harmonika. Pridihnila je in le za hip v nemi grozi prisluhnila, nato je šel zvok boleče skozi telo, kot bi jo kdo potresel žarjavico. Kriknila je, ga odrinila, se izbrcala in s krčevito razprtimi dlanmi v laseh povsem gola obstala sredi sobe. Zatiskala si je ušesa, pa je še zmeraj slišala. V premoči vutu nebo visoko, tam jo vidim, svetle zvezde igrajo. Bila je melodija, ki je ni znal nihče drug tako presunljivo iztisniti iz harmonike. Ali tudi vi slišite? Je naposled le vprašala. Slišim, je prikimal Goldinski, ki je začuden sedel na posteli. Seveda slišim. Je segal po hlačah in se začel počasi oblačiti. Pavlek igra, je šepnila. Pavlek, jo je všinil izpod čela. Spoznala bi ga med tisočimi.
si je pokrila usta z dlanmi. Ali zdaj vidite, kaj ste nama napravili? Je zacepetala in spet poslušala. Čimi bole svetle zvezde igrajo, bole moje mlado srce kalajo. Janez Dovč. Prav in srčen knjižni pozdrav vsem, ki ste tukaj. Orkester za poljube, še ena silovita zgodba se je izpisala, 20. po vrsti iz nederi Ferija Lainščka, tako da vsi besedoljubi danes prihajate na svoj račun in seveda vsakič znova, ko boste ponovno lahko vzeli v roko še eno, kot sem rekla, silovito zgodbo, tokrat o Terezi, a več o tem kasneje. Naj vam povem mogoče najprej samo to, da nas je v ta večer, oziroma v to skoraj še bom rekla popoldne, popeljala Ditka. Ditka je mlada glasbenica, ki jo bomo še slišali. Janez Dovč je prav tako speljal vse v malce mehkejše vode, tudi harmonika njegova bo še igrala danes. In zdaj je čas, da povabim sem gospoda Ferija Lainščka. Feri, prosim. In Ignacijo Friedl, avtorico Spremne besede. Ignacijo, prosti, tokrat sem pač morala najprej povabiti moškega. Takole. Najprej Feri, tudi tokrat bom izkoristila, da bom najprej Ferija. 20. roman po vrsti. Kakšen poseben občutek ali je pač samo še en roman? Ja, lepo pozdravljeni. Zelo nakratko moram reči o tem, da ko začenjaš 20. roman, je povsem enako, kot ko začenjaš prvega. Pri tem pisateljskem delu, če tako rečem, nič ne pomagajo izkušnje. Zmeraj je belina papirja, zmeraj je nov začetek in zmeraj je negotovost, ali ti bo uspelo. Ignacija, mu je uspelo ponovno? Ja, moram priznati, da se mi zdi, da je vsak nov roman Ferija Lainščka nek praznik v slovenski literaturi. Ne samo za tiste, ki prepoznavajo Ferijevo, torej Lainščkovo pisavo, njegovo okolje v prekmurskih ravnicah in meglicah, iskateljstvo njegovih duš, temveč tudi za slovensko literaturo zmeraj znova, čeprav se morda tega kdaj pa kdaj premalo zavedamo. Zakaj gre pravzaprav v orkestru za poljube? Tu se me malce boljše sliši, ker to je pomembno, kar imam zdaj povedati. Namreč tokrat gre Feri k Dravi, k drugi reki,
In če se je Mura vrtinčila, se Drava vali. Kaj to pomeni, bo povedal kasneje Feri. Ampak ne gre samo za to, da gre k drugi reki, gre tudi k drugim ljudem, k drugim zgodbam. Tokrat k zgodbi nenavadne medicinske sestre, nenavadne v tem, da se nikoli ni vdala, tudi v hudih časih 1929, ko jim ni bilo lahko, in to sredi zime, in to s tem, ko je izgubila, ko je reka vzela njenega moža Pavleka, ki ga je imela zelo rada. Ampak Tereza je ženska, ki si dovoli, če ravno ji ni lahko, ampak to je zelo milo rečeno. Namreč že na začetku se pravzaprav upre upravi hiralnice, v kateri dela, kaj ti preprosto želi pomagati, ampak ne sme pomagati, če tudi s pomijami ljudem, ki pač nimajo ničesar in ki jim pomije pomenijo v tistem trenutku vse. No, ampak gre pravzaprav tudi za zgodbo o splavarstvu na nek način, ki je sicer kulisa, gre za zgodbo o okolici Ptuja, gre za zgodbo o reki Dravi, kot sem rekla, in predvsem gre za zgodbo o ljubezni do mrtvih. Fer, in tu se bom ustavila in ti predala besedo. Vem, da te ljubezen do mrtvih na nek način, ne bom rekla preganja, zagotovo ti pa sledi že nekaj časa. Že pravzaprav iz prehajališč Zavračanje, roman v verzih, ki te je zaznamoval tako in drugače. Ampak kaj je s to ljubeznijo do mrtvih? Pavlek je mrtev, vzela ga je reka, pa vendar se vsakič znova vrača k njej v sanje, tudi zato, ker ga ona še vedno ljubi? Ja, o tem seveda lahko govorimo na različne načine. Zdaj, jaz mislim, da najbolj celovito ali pa najbolj poglobljeno ali pa najbolj kompetentno sem verjetno skušal o tem spregovoriti v romanu. Zdaj, če to seveda zreducirava na to sintagmo ljubezen do mrtvih, seveda morava takoj reči, da se včasih premalo zavedamo, kako zelo pravzaprav ljubimo mrtve, ker jih vsi imamo in na nek način z njimi pravzaprav celo življenje živimo. Tako da tudi zdaj, če zdaj malce razširim, tudi znotraj slovenskega prostora pravzaprav imamo nenehno kot družba problem z mrtvimi, ki se vračajo. Skratka, tema je neizčrpna, verjetno pa premalo prisotna. Premalokrat to razmišljamo, razen tisti, ki imajo res posebne zgodbe, ne? No in seveda ta zgodba Terezina je posebna zgodba, ker se pač ta Pavlek, ki je nesrečno umrl, dejansko vrača zaradi tega, ker ga ona še zmeraj ljubi in to, kar je običajno, ne, v razmerju do mrtvega, ta nek obred poslavljanja, ko se žalost spreminja v spomin, se pač pri njej še ni zgodil. Na ta način je to prisotno v romanu. Ignacija, omenila sem že, ne, Muriša prvič reka pri Feriju zelo močno, Mura. Ločil bom peno od valov, drugič reka Mura. In zdaj Orkester za poljube, tretjič reka, druga reka, reka Drava. Ta metafora reke, ne, vemo, da je reka pogosto metafora za minljivost življenja, pa vendar se zdi, da tu reka vstopa z eno drugo vlogo. Če je prej pri Muriši pa Ločil bom peno od valov na nek način razločevala svetove mrtvih in živih, se mi zdi, da jih tu povezuje. Mogoče ta metafora reke prav v tem romanu Ferijevem. Prav v pogledu metafore reke bi lahko rekli, da je nov roman Orkester za poljube vendarle nekakšna prelomnica v Lainščkovi bibliografiji. Ta prehod od Mure do Drave se najbrž geografsko nam ne zdi zelo daleč, reki sta blizu, pa vendarle tako zelo različni. Mura je polna zatokov, polna mrtvic. Mura je tako v romanu Muriša kot v romanu Ločil bom peno od valov nekaka ločnica, meja, kot si rekla. Medtem, ko ima Drava povsem drugo značilnost, je reka, ki dere, reka, ki ima dolg tok, širok tok in vendarle tudi svoj iztok. Torej, jasno smer, ki gre vedno naprej. In prav na tak način bi lahko rekli, je tokrat
strukturirana tudi zgodba v romanu Orkester za poljube. Če smo pri Moriši, v romanu Moriša in Ločil bom peno od valov, se nam je zdelo, da vsi junaki nenehno iščejo, krožijo v tem iskanju smisla življenja. Pa se zdi, da tukaj glavna junakinja Tereza vendarle, kakor potuje reka Drava proti svojemu iztoku, tudi ona potuje nekako, duhovno raste in duhovno teče njena duša v tem iskanju in najde tudi svoj smisel. Feri, omenila sem že iz prehajališča zavračanja. Pravzaprav si obdržal kar nekaj enakih, da bom rekla istih oseb, literarnih junakov iz tega romana v verzih. Obdržal si ljubezenski trikotnik, kajti Pavliku, temu mrtvemu Pavliku, ki v resnici se vrača, se potem pridruži živ človek, ta Guldinski, ki ste ga slišali v romanu oziroma v branju prej v odlomku, ki si jo tudi vzame v trenutku, ko ona tega ne želi, pa vendarle je občutek, da ne more nič narediti, pa potem vendarle nekaj naredi, ampak tega ne povemo. Skratka, ohranil si like, ampak vendarle gre za povsem drugače zasnovano zgodbo. Pa če zdaj, v čem je zate recimo Tereza kot junakinja? Vem, da te še vedno spremlja, to si mi prej rekel, da je še nisi čisto nam rekla predelal, to je malo grdi izraz, ampak še vedno je s tabo, verjetno tudi Pavlik in Guldinski, pa Čižek, pa še kdo. V čem je Tereza najbolj tvoja v tem trenutku in najbolj drugačna od Elice recimo ali še od koga iz prejšnjih romanov? No, najbolj moja je verjetno v tem, ne vem, danes sem na sejmu slučajno, ne slučajno, ko zmeraj vzamem buklo, ampak slučajno sem jo tudi prelistal našel za prvi zapis v romanu, ki je prihajal tako, kako bi rekel, nenaročen, kot tekst nekoga, ki piše v romanu in prebral stavek, da v bistvu Tereza zmaga z čisto ljubeznijo, ne? In tej avtorici se neizmerno hvaležen, da je to zapisala, skratka, zato jo imam rad. Mimo grede, Tereza se pojavlja kot ime v veliko mojih delih, tudi v Mislicah, v pravljicah recimo, to pa zato, ker je bilo moji mami ime Tereza in je imela tudi neko posebno življenjsko zgodbo, pravzaprav je pa imela zelo velik vpliv na to, da sem jaz danes pravzaprav lahko tu kot pisatelj, ne? Se pravi, odprla mi je, ni me učila seveda pisati, ker so me to v šoli učili, ampak pokazala mi, da je treba odpreti srce, da je treba sprejemati svet okoli sebe tak, kakršen je in v njega prinašati čim več dobrega, no. Zdaj si me pripeljala k Terezi, prejšnji del vprašanja sem pozabil. Bomo prišli do tja. Leto 1929, leto pravzaprav kriznega preklopa vendarle, ne, potem se je šlo v resnici samo še nadol, čeprav še takrat niso vedeli. In mene kar malce straši tudi Ignacija to v svoji spremni besedi omenja, to povezovanje, ne, na današnji čas. Upam, da ne bo šlo tako, kot je šlo potem. Ampak vendarle, se mi zdi, da je to tudi roman o neenakosti ljudi pred Bogom, tudi pred Bogom. Na nek način še vedno ostaješ ali pa ponovno hodiš po robu ljudi z roba. Ostaješ na nek način zaveznik tistih, ki so na obrobju. Tudi Tereza je, ne? Ja, sej, tisti, ki so v nekem ravnovesju, ki niso na robu, ki niso v neki krizni situaciji, ki niso v mejni situaciji, so seveda po moje živijo zelo v redu in so zelo fajn, ampak literarno so popolnoma nezanimivi, ne. Ampak govoriva o družbenem robu, ne, to se pravi... Zdaj seveda ta družbeni rob, ki se odslikava v tem romanu, je prepoznaven z današnjega časa, ampak tega nisem jaz kriv. Jaz sem se skušal živeti v duh časa 1929, razumeti, kako so živeli, kako jim je bilo, kakšna razmerja so bila, kakšna družbena situacija in se nenadoma ugotovil, da so bili tam, kamor mi zdaj prihajamo. Ne? Da je vsa ta razslojenost, to neizmerno bogatstvo na eni strani in
množice revnih, na drugi strani in vmes seveda še cela paleta krivic, nekaj, kar mi zdaj, bi rekel, ne vem, uzakonjamo celo, nekaj, kar propagiramo na vsa usta, nekaj, čemu smo rekli še do pred par leti svetla prihodnost, ne, ampak jaz nisem kriv niti tega, da je bilo 1929 tako, kot je bilo, niti nisem kriv, da je zdaj tako, kot je. Da pa je ta paralela se sama od sebe nekako pri bralcih mojega romana rojevala, očitno res prepoznavajo, ne, da ta groza iz leta 1929 se tudi zdaj lahko mirno priplazi med nas. No, tako bom rekel, da ne bom preveč patetičen ali pa preveč angažiran ta hip. Ne. Zdaj govorimo o tisti temni strani, ampak vendarle ima roman ogromno svetlih potez. Med drugim sta to tudi ljubezen in glasba, kaj je lahko še svetlejšega od tega, sploh v tej kombinaciji. In se zdi, da je za Terezo izjemno pomembno prav ta kombinacija harmonike, ki jo še sliši kar od nekod in jo spravlja v neke svetove, ki je morda brez tega niti ne bi, in izbuja ljubezen. In ne samo ljubezen do umrlega Pavleka, pač pa tudi ljubezen do same sebe. In verjetno v njej tudi budi ta upor, ki je nujno potreben, da pravzaprav preživi in doživi to čisto ljubezen, če smem malce po svoje obrniti. Ignacija, ljubezen in glasba, preden potem Janeza spet povabimo glasbi. Kakšno vlogo, kako si to ti brala v tem romanu, to ljubezen in to glasbo? Ja, Tereza na nekem mestu izrecno pove, da je tako ljubila Pavleka zato, ker je znal on izvabiti čisto lepoto. In zdi se mi, da tudi Ferry Lajnšček s svojim romanom, ko ga piše, pravzaprav vsem nam, če že govorimo o tem ubožnem, celo grozljivem času gospodarske situacije leta 1929, torej vsem nam s tem romanom vendarle prinaša neko upanje, da čista lepota in tudi, kot je rekel sam, čista dobrota rešuje svet in lahko rešuje in daje smisel. V tem smislu sem razumela vlogo glasbe v romanu, da je tista, ki vendarle nenehno budi in prebuja človeka, torej iz vsakdanjega življenja, bednega načeloma, ki ga seveda Tereza živi, jo nenehno budi in drami v razmišljanje o sebi, premislek o tem, katero pot naj ubere, kam naj gre in kje je njeno pravo mesto. In zdaj je pravo mesto za glasbo. Janez, prosim.
Hvala, Janez. No, če gre Feriju pogosto za reko, oziroma je reka zelo, če tudi je veliko ne omenjaš, verjamem, zelo pomemben del tvojega pisanja, potem gre zagotovo pa še pogosteje za dušo. In Ignacija, svojo spremno besedo si naslovila duša, ki išče, duša, ki ve. Kaj je s tem večnim izpraševanjem duše, ki se mi zdi pravzaprav tudi ena taka, upam, da se strinjaš, Feri, zelo pomembna ali pa zelo značilna poteza v tvojih romanih. V čem je naloga duše tokrat tukaj? Tereza se ogromno izprašuje, od svoje vesti do pravzaprav skozi razmišljanje, izpraševanje dušnih okljuk, na nek način prihaja do resnice spet tudi o sebi. No, poudarila bi tudi, da je reka Drava v tem primeru ne samo metafora življenja, ampak tudi metafora očiščevanja. Ko ona v tem pristnem grškem pomenu besede katharzis, očiščevanja. Tisti trenutek, ko ona dejansko proti koncu romana fizično stopi v reko Dravo, nekako doživi to res duševno prerojenje, da ve, kam stopiti, da ve, ne bomo povedali seveda, kam stopi, ampak da nekako... Kaj vse ima že za seboj do tega trenutka? Tako, ampak nekako to je trenutek tiste duševne preobrazbe, njene dokončne. In moram priznati, da so seveda doslej, kar sem že omenila, je bila duša predvsem iskatelj. Je bila predvsem, Lainščkove duše so iskale poti, iskale svoje smisel življenja. Medtem ko Tereza v tem trenutku postane nov tip duše in to je tista, ki v tem brezkompromisnem svetu, ki bi ga lahko seveda nekako označili kot dejansko realizacijo te ničejanske sintagme volje do moči, kjer zmaguje samo moč, samo denar, samo oblast, samo tisti, ki pač nekaj zmore. V tem svetu njena duša postane simbol in ženska, seveda skozi Terezo, postane simbol volje do življenja. Skratka, vso njeno prizadevanje, vso njeno iskanje je dokaz nenehnega ustrajanja, njeno uporništvo in vse, nenehnega ustrajanja, nenehne želje živeti, živeti in preživeti. In v tem smislu se mi zdi, da dobiva duša v Ferijevi romanu Orkester za poljube novo podobo in seveda je pa pomembno tudi ta navezava na, da Feri v tem romanu ne prestopa samo iz nekega realnega sveta v fantastični svet, ampak da nam ves čas nenehno dokazuje, da se življenje ne konča s smrtjo, ampak da moramo raziskovati tudi pokrajine, ki so za njo. Ignacija je omenila ta trenutek očiščenja. Ja, tvoja reka tokrat seveda tudi odnaša, Pavleka je odnesla, pa še koga. Ampak po drugi strani tudi, kot je rekla, prerojeva in čisti. Ampak Feri, ves čas, ko sem brala ta roman, prvič v rokopisu, drugič zdaj, se mi je pojavljalo vprašanje, ali vendar ne moramo vedno skozi trpljenje, skozi nenehno izpraševanje duše, trpeče izpraševanje, to se pravi ne tisto lahkotno, da pridemo do resnice v sebi in do te čiste ljubezni do sebe. Saj tam se vse začne in konča v resnici. Je trpljenje nujno? Ker Tereza trpi. Mogoče bi bila zdaj prehuda beseda, ne, na ta način postaviti, ampak dejansko je ta roman nastal zato, ker sem jaz Terezo postavil v položaj, kot praktično nima nobenih možnosti. Tudi ni socialno vezana, pravzaprav, nima nikogar, ki bi ji pomagal. In še družba jo izvrže. In to je bil trenutek, ko se zdi, da človek preprosto obstane, ne? Tako kot obstanejo, ne vem,
ti čovni v Sredozemlju zdaj, sredi morske tišine, vse, kar jim preostane, je, da se primejo za roke. Mislim, hočem reči, to je ta trenutek, ne? In jaz sem zelo srečen danes, ne samo danes, ampak zdaj v teh dneh, ko je ta roman izšel, ker vidim, da mi je uspelo premakniti to mojo junakinjo, da mi je uspelo vzpostaviti nek arhetip, no? To, kar je dejansko moj cilj, ko začnem pisati roman. Sam zelo težko o njem govorim, zato sem neizmerno hvaležen Ignaciji. Ignacija je ena redkih v Sloveniji, ki spremlja moje romanopise na tak način, kot si jaz želim, da bi ga spremljali. Mene ne zanima blišč reflektorja, ne zanima me nobena klanovska zgodba, ne zanima me pravzaprav nič drugega kot literatura, ampak zanima me pa dojemanje te literature. In se pravi, ko so še ljudje na tem svetu, ki razumejo simbolno govorico, ki razumejo metaforo, ker Slovenci smo, pa to ves čas ponavljam, celo svojo zgodovino govorili s simboli in metaforami. Vse naše izročilo, to, kar nas je dvigovalo, kar nas je nosilo, od pravljic do mitov, do legend, vse to je polno simbolne govorice in metaforične govorice, ki jo že otroci v šoli v prvem razredu razumejo. Zdaj pa živimo v prostoru, kjer kot da ta metafora ima problem, kot da ta simbol ima problem, kot da okoli nas živijo ljudje, pišejo po časopisih, po literarnih revijah, ne razumejo pa simbolne metaforične govorice. Zato mi je, Ignacija, evo zdaj ti tule na tem mestu res izrekam hvaležnost in veliko mi to pomeni, celo si drznem reči, da so moji romani lahko taki, kot so, drugačni tudi zaradi tega, ker vendarle imajo to refleksijo. Če je ne bi imeli, bi bili nek egotrip, ne? Na vse zadnje. Tako, no. No, zdaj si malo zardela in prav je tako. Feri, malo se še obdrži mikrofon, mogoče preden nam bo potem Ditka še zaigrala z očetom Gorazdom Čepinom, boste nam zaigrala Ne bodi kot drugi in pa še eno skladbico, potem povem zelo posebno. Na nek način Mitja Čander je čudovito napisal vzadej, da je to roman o človečnosti v razsutem času. In če kaj, potem si zagotovo zna obdržati človečnost, po mojem mnenju, prav zato, ker Tereza zdrži in ostane človeška, kljub vsemu, kar se ji zgodi in kar naredi sama. In me zanima, verjameš v človečnost tudi v letih po, od danes naprej bo zdržala ta naša človečnost, čeprav smo tudi zdaj, lahko rečemo, v razsutem času? Ne, vsekakor verjamem, saj nas ravno to, kar sem prej omenjal, to, bi rekel, pesniško, poetično izročilo tega sveta, ki govori pravzaprav edino resnico tega sveta. Ta pesniška resnica nam to sporočilo tihotapi in nam ga nosi naprej iz roda v rod, že kar pomnimo, ne? Se pravi, od začetka tega, ko se je človek človečil in seveda to sporočilo potuje naprej in tudi ljudje so, ki ga prenašajo. Jaz zelo verjamem, da ko bo tega konec, ko ne bo več zgodbe, ne, v tem smislu, potem bo tudi konec človeštva in civilizacije, ne. Tako da dokler pa je ta moč, do tedaj bo seveda šlo, ne. In ker bo zagotovo še 21. Ferijev roman, se za zgodbe ni bati. Zdaj pa res Ditka in Ne bodi kot drugi, seveda Ferijeva. Potem pa nam bo Ditka zaigrala še eno čisto posebno skladbo, s katero je v Veliki Britaniji prišla v finale na prav posebnem tekmovanju na Songwriter Contest. To je velika stvar in mislim, da že zato zdajle zasluži en velik aplavz. Hvala. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom,
zloži mi pesem s bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo postaje in vlaki. Napravi to zbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Najlepša hvala. Zdaj pa še skladba. In besedilo in skladba je tvoja glasba, je tako? Tako je. Naslov je pa Dreamer, sanjač. Sanjačica. Sanjačica. I'd like to feel the wind on my skin, the fire in my heart. I'd love to hear the sound of life, the rhythm of my mind. I wanna do the things might be wrong, feel the thrill in my body. I wanna do the things maybe crazy to get with somebody. I don't wanna be a dreamer anymore. I'd like to know myself and free my soul. Forget the past and let it go. 'Cause I don't wanna be a dreamer anymore. The world dreaming was my clue and my only way.
wanna see the sun in the sky, feel it in my hair. I wanna sing and smile always and everywhere. I don't wanna be a dreamer anymore. I'd like to know myself, free my soul. Forget the past and let it go. I don't wanna be a dreamer anymore. 'Cause I'm tired of being alone, doing everything on my own. I'd like to live my life in a world with open eyes. I don't wanna be a dreamer anymore. I'd like to know myself and free my soul. Forget the past and let it go. 'Cause I don't wanna be, I don't wanna be, 'cause I don't wanna be a dreamer anymore. Ditka, Hvala lepa. spremljal jo je oče Gorazd Čepin. Ko boste brali Orkester za poljube in če boste malce pomislili nazaj na besedilo te skladbe, se vam bo lahko zazdelo, da je pela Ditka zdajle tudi malce, vsaj malce o Terezi. En lep pozdrav vsem, tudi tistim, ki nas zdajle gledajo iz domačih naslonjačev, namreč danes imamo eno posebno priložnost, da po domače, po slovensko se lepo reče live streaming oziroma v neposrednem prenosu so nas danes lahko gledali tudi na spletni televiziji oziroma kjerkoli na spletu. Tako da lep pozdrav tudi tistim, ki nas gledate od tam. In pa seveda najlepša hvala Ignaciji, ne samo za spremno besedo, ne samo za pogovor, ampak tudi zato, ker spremljaš na tak način Ferija, očitno ima to velik pomen. Hvala Janezu Dovču, ki je že nekam ušel. In pa seveda najlepša hvala Feriju Jelanščku in vsem vam, ker ste bili z nami. En lep večer še naprej.